tukaj imamo adicijske izreke za sinus, kosinus in tangens. Po mojem mnenju, te so nekatere izmed zelo redkih formul, ki se jih treba naučiti na pamet. Vse druge se lahko zlahka izpeljejo na splošno. Torej, tukaj, zato se boljše spomnimo, vidimo, da pri sinusu imamo produkt sinusa in kosinusa v obeh primerih, ne? Sinus krat kosinus, kosinus krat sinus. Imamo alfa in beta, alfa in beta. Ja, pri kosinusu imamo produkt dveh kosinusov in produkt dveh sinusov. Pri tangensu vsoto dveh tangensov in tukaj ena in potem minus produkt tangensov. Opazimo še znake. Tukaj plus minus ostane. Tukaj imamo plus minus, tukaj se obrneta znaka, minus plus. Tukaj pri tangensu bodimo pozorni, če tukaj imamo plus minus, tukaj imamo plus minus in tukaj se obrne minus plus. Sedaj rabimo te izreke, zato da izračunamo nekaj drugih vrednosti. Naprimer sinus 75 stopinj. Tega lahko napišemo kot sinus 45 plus 30 stopinj. Lahko napišemo tudi na druge načine, ne? Bomo dobili zmeraj isti rezultat. Torej, po formuli sinus 45 krat kosinus 30 plus kosinus 45 krat sinus 30. Sedaj, koren od 2 polovic, se moramo spomniti vrednosti. Koren od 3 polovic, koren od 2 polovic, ena polovica. Opazimo, kaj ima ta skupnega oba člena. To. Koren od 2 ulomljeno 2 krat 2, torej koren od 2 četrtin. In tukaj, torej izpostavimo koren od 2 četrtin, tukaj ostane koren od 3 plus 1. To je sinus 75 stopinj. Sedaj računamo kosinus od 105 stopinj. To 5 stopinj lahko napišemo na primer kot 60 plus 45. Torej, gremo po formuli kosinus 60, kosinus 45. Tukaj se obrne znak, pazimo, minus sinus 60, sinus 45. Torej, zdaj imamo dati vrednosti, ena polovica krat koren od 2 polovic minus koren od 3 polovic krat koren od 2 polovic. In kot prej, tukaj imamo skupnega to, koren od 2 četrtin. Torej, koren od 2 četrtin krat 1 minus koren od 3. In sedaj še izračunamo še enega. Tangens 15 stopinj. Lahko napišemo kot tangens od 45 minus 30. Bi lahko napisali tudi kot tangens od 60 minus 45, potem bomo dobili isti rezultat. Gremo po formuli. Tangens 45 minus tangens 30 ulomljeno 1. Torej, tukaj, če je bil minus, tukaj moramo dati plus. 1 plus tangens 45, tangens 30. Tangens 45 je 1, minus tangens 30 je koren od 3 tretjin in tukaj imamo 1 plus tangens 45 je 1, torej ne napišemo 1, ki množi to, tangens 30 je koren od 3 tretjin. Sedaj bomo dali na skupni imenovalec tukaj in tukaj, na tretjine, 1 je 3 tretjine minus koren od 3, tukaj podobno,
3 plus корен от 3. Сега и ако мислим та 3 гре простен 3, тук имаме наука черта, али па разрешите двойни уломек, всекако добимо 3 минус корен от 3 уломljeno 3 plus корен от 3. In to še lahko racionaliziramo še enkrat. S tem, da rabimo, da a plus b krat a minus b je na drugo minus b na drugo. Torej, tukaj množimo zgoraj in spodaj z 3 minus koren od 3, 3 minus koren od 3. In sedaj pišem tukaj gor. Torej, od spodaj smo naredili nalašč, da dobimo a plus b krat a minus b a na drugo, torej 9 minus b na drugo, koren od 3 na drugo je 3. Od zgoraj imamo 3 minus koren od 3 krat 3 minus koren od 3. Torej, lahko mislimo kot kvadrat binoma 3 minus koren od 3 vse na drugo. Torej, kvadrat prvega 9 minus 2 krat 3 krat koren od 3, torej 6 krat koren od 3 plus koren od 3 na drugo je 3. Gremo naprej, 9 plus 3 je 12, torej minus 6 koren od 3, ulomljeno 9 minus 3 je 6 in sedaj lahko razbijemo na 2, to ulomljeno to minus to ulomljeno to. Torej 12 ulomljeno 6 minus 6 koren od 3 ulomljeno 6. 12 deleno 6 je 2, tukaj 6 gre proč, 2 minus koren od 3 in to je tangis od 15 stopinj. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.